tudi čas Noriškega kraljestva. Noriško kraljestvo je bilo za tiste čase, za ta sredozemski ali pa zahodni del, takrat zadnjega sveta, recimo Kitajsko, pa Persijski imperij in tako naprej, je bila industrijska velesila. To je bil čas razvite železne dobe. In sem presenečen, ko sem prebral tudi nekaj študij, ki so primerjali recimo kvaliteto življenja v Evropi v tem času, v Rimu in tudi v Noriku. In recimo v prejšnjem stoletju, tako bom rekel, na slovenskem podeželju še 50 let nazaj. Tudi še po drugi svetovni vojni. Kvaliteta življenja ni bilo bistveno drugačna. Stvari so se spremenile potem, ker prišla elektrika in avtomobil in nafta in tako naprej. Se pa 2000 leti podobnega življenja na podeželju. Železna orodja, plugi, kose, srpi, konjska vprega, hitrost potovanja, hitrost konja. Železnice, ladje, takrat recimo so bile zelo hitre, pravzaprav. Nekatere ladje takrat, recimo rimsko Pentoremo, je poganjalo tudi do 500 veslačev. Te ladje so dosegale hitrosti, kratke razdalje, ki jih kasneje niso dosegale niti parniki, niti kombinaciji z vetrom, se je prišlo iz Španije do Rima v 2 dneh po morju, približno kot danes. Skratka, to ni bil čas barbarstva v tem smislu, kot si mogoče mi predstavljamo, iz kakšnih filmov ali pa iz kvazi zgodovinskih učbenikov. Kar se tiče pismenosti, recimo v tem času je večina svobodnih prebivalcev, patricijev, teh srednjega razreda v Rimski republiki znala pisati, mnogi celo v latinščini kot v grščini. Rimska republika je bila v tem času razdeljena na 2 stranki, na progrško in prolatinsko. Znani orator, govornik Kato, velik zagovornik protigrškega gibanja, čez Grčija dekadenca. Tako da, no in za tiste čas, recimo za Rim, lahko za nek konkreten dan, tam 150 let pred Kristusom, recimo 15. marc, so ohranjeni zapisi, pisni veri o tem, kakšna je bila temperatura v Rimu, kaj je bilo na dnevnem redu Rimskega senata, koliko je bila cena pšenice, koliko so dali za javne kuhne pšenice, recimo, koliko legij so dali kakšnemu konzulu, ki je šel kakšno stvar, kakšen objavljeno, kakšen pospored gladiatorskih iger v različnih praznikih in festivalih, ki so vse se da zvedeti. Recimo iz arheoloških odkopanin Pompeja, to je mesta, ki je zasul vulkan in se je potem odkrilo vse. Se je zelo natančno ugotovilo tudi, ne vem, kakšne so bile stavbe, orodja, pribor jedilni, tako naprej. Na podlagi teh ostankov so narejene različne znanstvene študije, recimo. Ugotovilo se je za nazaj, zakaj je bila smrtnost med bogatimi v Rimu v določenem obdobju više kot med revnimi. Čeprav so imeli veliko hrane in ves komfort, ki so jim ga zagotavljali sužnji in talno ogrevanje v hišah, ampak so umirali relativno mladim,
bolezni v trebuhu, ki niso odkrili razloga. Kasneje so raziskave, ravno na podlagi teh izkopnin Pompejev, pokazale, da zaradi svinca, bogatejše družine so imele lončene posode, ki so imele svinčeno glazuro, to je posebej cenjeno. Pa akvadukti, so bili tudi svinčeni znotraj. Te napeljave po hiše delamo. Ampak glavno zaradi posode, ker so v teh posodah delali solato s kisom, pa drugi edin kis je razželil to svinčeno glazuro in so dobili želočno bolezen, svinc povzročil to. Rane na želodcu, to so takrat mi dali zdraviti in so recimo umire. Sicer je bila pa medicina, vojaška medicina v Rimu v tem času, 2 stoletji pred Kristusom, na višji stopni kot recimo v času ameriške državljanske vojne, sredi 19. stoletja. Po bitkah je več ranjencev preživelo v tistem rimskem času, smo imeli boljše kirurgije, boljše orodje, boljše zdravila, rastlinska kot pa v Ameriki, v novejšem veku, v času, ko je bil že parnik, svodnik, topovi. Vmes je bil nek čas, ko stvari, ko razvoj ni šel naprej, recimo medicina bi šel nazaj. Neka mračna doba. In tako da čas Noriškega kraljestva je čas, ki si zasluži proučevanje tudi zaradi čistih osnovnih vedenj o tem, kako se je gibal razvoj v naši preteklosti. Nas so učili, da je šlo tako. Evolucija. Vsako leto bolj napredni, več odkrit in tako naprej. Ni bilo vedno tako. Ja. 1000 let po Noriku na našem ozemlju so ljudje živeli slabše, v bistvu na slabši standard. Manj otrok je preživelo, polnoma druga situacija. Dejansko Noriško kraljestvo, če bi ga primerjali z današnjim časom, bi lahko rekli, to je bil prostor naftnih mogodcev. Izvoz orožja, železove rude, jekla in vsega tega je šlo iz teh krajev, tako rekoč po celem rimskem imperiju. Ja, glede, zato da iz železove rude naredite jeklo, potrebno imeti v plavžu v peči dovolj dolg čas temperature, ki mora biti enake do desetinke stopinj Celzija. To danes ni težko doseči, ker imate računalnike, toplomere, tehniko. Ampak pred 2200 leti ni bilo nič od tega. V tistih razmerah izdelati jeklo je bilo več kot pomilo umetnost. To je bilo znanje, ki se je čuvalo. Rimljani ga recimo niso poznali. Rimljani so te svoje slavne meče gladi, vse, za kar so porabilo največ jekla. Oni so večino jekla so uvažali iz Norika, Perum Noriku, iz Noriškega kraljestva. Kasneje deloma iz Španije, ker Španije, Celto Iberi so tudi znali delati jeklo. Noriško in špansko jeklo je bilo v bistvu, iberijsko jeklo je bilo 500-600 let, železne dobe je bilo cenjeno, ker se ni to znalo povsod proizvajati. Kasneje so to delali damasko, damaščansko jeklo odstavljeno. So na različnih koncih planeta pametni ljudje prišli do istih odkritij. To je Noriku je to zagotavljalo blagostanje. Po Dravi, recimo, Drava je bila glavna prometna žila za izvoz železnih oziroma jeklenih izdelkov, Donava in Črnomorje, ker je bilo to težko in bilo na konjih težko to voditi, po rečnih in vodnih poteh, delom pa je šlo seveda tudi čez prelaze do Trsta oziroma Tergeste, Trgovske vasi,
Jadranskem morju, po celem Sredozemlju. Veliko ljudi je delalo na tej proizvodnji, takrat se je železo ruda, se je v glavnem nabiralo, se je nabiral po površini. Po tem alpskem svetu. Dnevni kop, Ja. So bili nabiralci rude, bolj kot rudarji. Norik je imel seveda tudi bogate rudnike srebra, predvsem v zgornji Dravski dolini, pa tudi drugod. Če je že kdo bil, mislim pa, da vas večina ni bila. Če obiščete Norejo, to je Štalenska gora nad Gosposvetskim poljem, na avstrijskim Koroškem, tam je bila prva prestolnica Noriškega kraljestva, čisto zraven tega, kar je bilo kasneje središče Karantanije, 1800 let pozneje. Tam boste našli del te prestolnice izkopane, grejene, dvorana Noriškega zbora, kjer so bili kralje in v veliki meri ohranjena. In tam je tudi bogat prikaz, so zemljevidi, ki so bili rudniki, poti, stojanke in so ostali. To se splača ogledati, ni daleč. To je zapravo tukaj, to zelo malo poznamo. Vemo za Gosposvetsko polje, mora se pravi tam pivo, malo stran je center Noriškega kraljestva, ki je za našo zgodovino ravno tako pomembno, pa še bolj. Ustoličevanje koroških voljov, ki so bili glavni Nemci, vsaj tistem zadnjem obdobju, ali pa večina tega obdobja, je bil tisto ritual, dočim Noriku so pa kralja volili. Noriški kralji so bili voljeni, da to je dedno, ker so vedeli, da če izvolijo pametnega kralja, to še ne pomeni, da bo tudi potomstvo takšno. In se to ni prenašalo. Dočim veliko kraljestv, tudi imperijev v zgodovini je propadlo ravno zaradi tega. Dekadence familije. Zdaj, glede na to, gospod Janšo, da ste vi po svoji študijski usmeritvi obramboslovec in ko človek prebere ta roman, si reče, fant, na FDV-ju pa res dobro poučujejo, kakšno orožje so bile uporabljali, kako se bojne strategije izvršujejo in tako naprej. Ali ste to vse tam se že naučil? Ne, žal ne. Tudi za taktiko bojevanja v tistem času obstajajo šole, akademije, obstajajo so učbeniki, tudi že iz časov pred Norikom, recimo za Grčijo, 500 let pred Kristusom, obstaja ohranjen učbenik za konjeniške enote, za častnike in počastnike konjeniških enot, znamenega avtorja Ksenofona. Tako da, to je zdaj na razpolago v slovenščini, v ostalih evropskih jezikih. Vse to knjigo je. Tam so opisi, kako so stvari dogajali takrat. Ni treba dosti improvizirati. Recimo za Rim, za Rimsko republiko, kasneje cesarstvo. Obstajajo učni programi njihovih vojaških akademij, obstaja priročnik za gladiatore, obstajajo učbeniki za osnovne častnike, za stotnike oziroma centurije. Skratka, to tukaj ni treba dosti improvizirati. Dovolj gradiva. Poiskati in prebrati. Zdaj, vsak roman ima pa tudi glavne junake in protagoniste, brez tega seveda ne more biti roman. Glavni junak se imenuje Lan, ki njegova zgodba se v romanu začne v bistvu z njegovim otroštvom. Ampak tisto, kar je recimo zame bilo presenetljivo, kako to, da v tem romanu ni dobenega izrazito negativnega lika. Vsi so zelo pozitivni,
v svojih medsebojnih odnosih, recimo tudi to družinsko razmerje, Lan do svojih staršev, potem tudi kasneje, ko pride do prve ljubezni, pa njegova bodoča žena in tašča in njegova žena. Vsi ti odnosi so relativno nekonfliktni, zelo spoštljivi in kot rečeno, pravega negativnega junaka pravzaprav v tem romanu ni. Kako to, da ste se odločili za tako pozitivne like? A ste tudi hotel s tem na ta način Slovencem postaviti ogledalo njihovih družinskih razmerij, tako kot postavljate zgodovinsko ogledalo? To ni bil, to ni razlog. To je prvi del, ne. Jaz v tem prvem delu romanu opisujem teh prvih 20 let življenja Norveškega kraljestva. To je bil nek čas blizu idealnemu, ne. To je bil čas, ko je kraljestvo nastalo. Norveško kraljestvo je ustanovilo 13 plemen iz 3 ljudstev, ne. Noriki so bili keltskega izvora, Karni, so bili venetskega izvora in tukaj so tudi naše korenine. In Tauriski, ki so bili pač pleme, ki je bilo v veliki meri pomešano z staroselci iz bronaste dobe, drugače pa znanstveniki tudi prištevajo k Keltom. In to zaradi tega, ker so zaradi varnosti. Norveško kraljestvo je nastalo iz tega motiva, pravzaprav kot smo se mi osamosvojili. Tudi mi smo v glavnem šli iz Jugoslavije, predvsem zaradi varnosti. Želeli smo živeti pač brez teh groženj, ne. Enkrat izredno stanje na Kosovu, pa potem Krajina, pa smo pali v Plitvicah, pa vojaški udar bo, pa se nisi vedel, ne, bo. Kaj bo naslednji dan, živeli smo varno tako kot na zahodu, ne. Tudi v osnovni motiv, potem šele ekonomije in se ostalo. Norveško kraljestvo je isto, ne. Ta plemena so želeli zavarovati pred padi drugih plemen iz severa in iz vzhoda pred Rimom, ki je prodiral iz tega italskega polotoka. In na čelu teh plemen so takrat razumni ljudi, starešine, ki so razumeli, da se treba povezati, če želijo preživeti. In so to naredili. In seveda je zgodovina nas uči, ne. Mi glavno poznamo konflikte iz zgodovine, vojenske, vale, to je v učbenikih, ne. Velik del zgodovine, tudi te antične zgodovine, se jim dogajajo na ta način, ne. Zelo velikokrat, ne, so se konflikti razrešili na miren način, tudi v tistem času, mogoče celo več kot danes. Tudi ta Karni, Tauriski in Noriki so bili že v spopadu, na spopadu, pa so se potem medale zmenili za neko sodelovanje, kasneje so naredili tudi kraljestvo. In seveda na začetku so medeni tedni, ne, ko je kraljestvo nastalo, so se zmenili za neke osnovne stvari. Izvolili so kralja, ki je Norik, se pravi iz tega iz najštevilnejšega ljudstva. Trgovina je cvetela, vedli so carine za tuje trgovce in iz tega so financirali neke skupne stvari, skratka standard se je bistveno popravil. In skratka, to je bil dober čas, ne, ni bil še čas konfliktov. Se pa že nakazujejo, ne, ker kasneje je prišlo do konfliktov, recimo v drugem delu govora o tej prvi istrski vojni, ko je Rim v bistvu ustanovil Oglej in so osvojili Istro, so iztrgali velik del obale, ne, in vstopali do Jadranskega morja, v kraljestvu tukaj je bilo veliko sporov znotraj norveških plemen, ali se sploh pač Rimljanom upreti, ali ne. Niso bili več tako enotni, ne, ko je šlo za res. Kasneje so imeli probleme z nekaterimi kralji, izpričano, so tudi menjali, so bili notranji konflikti. Norveško kraljestvo se je širilo in krčilo. Tako da v drugi knjigi ne bo toliko romantike. V
pač drugačno. Morda še to, ker prej nisem povedal, da je običajno, ko začnemo govoriti o Norveškem kraljestvu, ljudje to prvič slišijo, kaj to sploh je. Da si geografsko predstavljamo Norveško kraljestvo, si najbolj predstavljati, recimo, zemljevid Avstro-Ogrske, nekje konc ali pa sred 19. stoletja. To je, Norveško kraljestvo je glavno dosegalo ta ozemlja, ni pa bilo vedno isto, ker to, takrat meni so bili tako kot zdaj, so bila plemena na robu, še posebej tukaj med Tavrijski in Skodrici, ki tudi Skodrici so imeli pred svoje kraljestvo sedežem, tam, kjer je danes Beograd, na sotočju Save in Donave, in tiste plemena, ki so bila vmes, so bila snubljena z obeh strani, tudi vojaško ogrožena, nekateri so malo blefirali, so nekaj časa v obeh, se pol ni dalo, ker bi morali dajati, pač pa obeh. So obdobja, ko so ta plemena prehajala iz ene plemenske zveze, pa se je kraljestvo drugega in se je ta zemljevid spreminjal. 200 let zgodovine je tudi 200 let postopnega krčenja Norveškega kraljestva in na koncu, ko je kraljestvo niti ne samo z vojno in s podjavnim s konfliktom, pa deloma tudi dogovorno se je integriralo v takrat že Rimsko cesarstvo, oziroma v Rimski imperij, je bil Norveški precej manjši. Ko je na ozemlju Norveškega kraljestva potem nastala rimska provinca, je bila ta v bistvu zgolj še dobra polovica tega, kar je bilo prej Norveško kraljestvo. Ne samo, da je v tem romanu se gospod Janša pokazal kot dober zgodovinar, obramboslovec, ampak tudi religiolog. To še tu zame bilo posebno presenečenje, kajti v tistem času je v Norveškem kraljestvu seveda obstajala tudi določena religija. In iz tega duhovnega vira je pravzaprav tudi Norveško kraljestvo črpalo en pomemben del svoje identitete. Ja, zagotovo. Zdaj, eno od teh sredotežnih sil, pa okoliščin, ki so omogočili, da je kraljestvo funkcioniralo, je tudi religija. Na tem prostoru, kjer je nastalo Norveško kraljestvo, je z izjemo večjega dela plemen Tavrijsko, ampak pri Karnih in pri Norikih je bilo glavno božanstvo Belin, bog svetlobe, kot neko vrhovno božanstvo, in Noreja. Noreja kot boginja zemlje in ljubezni. In seveda Belin je bolj prevladoval recimo pri Karnih, in Noreja pri Norikih, že ime pove. Potem, ko je nastalo kraljestvo, so pa to na nek način tudi svečeniki precej zintegrirali. Nastala je dokaj kompleksna religija. Nekaj tega obredja je kasneje prevzelo tudi krščanstvo. V času tudi, to je čisto moja taka amaterska ugotovitev, pogovarjal z različnimi ljudmi, ki na to niso nikoli pomislili, ampak če pogledamo po arheologiji, kje so izkopanine, norveških naselij pa templjev, predvsem Noreja. Danes na teh mestih glavno najdemo cerkve oziroma svetišča, ki so posvečene Mariji. In ravno v tem ozemlju, kjer je včasih Norike največ Marijinih cerkva. Više gor v Evropi, jih ne najdete več, ni več takšne dostopne. Ti Poljska, recimo, so tudi, ampak ni takšne tudi. Zdaj, ko je prišlo do sprejemanja krščanske vere tukaj, da je lik Noreje predvsem blizu temu, kar je postal
lik Device Marije. Je krščanstvo lahko se vezalo na predhodno religijo zelo organsko. Ne? In to je sploh bila značilnost, da kjer je krščanstvo prihajalo, potem tudi poganske templje spreminjalo v svoje krščansko svetišče. Ne? To je bila običajna praksa. Običajna praksa in recimo, če danes, če veste danes v cerkve, ki jih je postavil arhitekt Plečnik, boste videli to povezano. Plečnik se je zelo ukvarjal za študijo tega časa in je pač zdelo veliko teh arhitekturnih rešitev, ki integrirajo vse to. Ja, zdaj nepočasi bomo zaključili, marsikaj bi še bilo za reč, ampak tako kot sem v Mariboru, bi tudi nocoj tu zaključil naš pogovor in ta večer z pesmico, ki je ena izmed pesmi v tem romanu in ki na nek način povzema tudi določenega duha celotnega romana. Vrni zemlja žito, glas poženi do neba. Zemlja žito vrni, zemlja žito vrni. Zemlja vrni žito, čaka ga žanica. Zemlja vrni žito, prazne kašče čakajo. Žito vrni zemlja, plug te spet obišče. Vrni zemlja žito, vrni ga obit. Jaz mislim, da za naše prleške kraje je ta pesem, ki je pisana na kožo norijskega časa in norijskega duha, zelo primerna in s tem zaključujem to predstavitev in še se enkrat opravičujem za to neljubo dejstvo, da sem zamudil, ampak upam, da smo vseeno uspela bistvene stvari v romanu povedati, zato vas vabim, da ga tudi kupite, seveda, da ga preberete in na nek način smo tudi nocoj najbrž zaslutili. Gre za to, da si ustvarjamo našo lastno identiteto na podlagi tistih virov, ki so bili zamolčani, ki jih nismo poznali, ki so bili namerno morda tudi blokirani in če potegnemo nekako 2000-letno zgodovino in rdečo nit do današnjega časa, potem jaz upam, da ne samo, da bomo dobili nadaljevanko tega romana, ampak če bo gospod Janša imel čas, pa ne v zaporu, ampak sicer, da bo napisal več romanov, ki bodo potegnili lok od norijcev do sedanjega časa, ki mu ga ne bo težko opisati, zato ker je bil sam tudi tako aktiven protagonist tega časa, ko je nastajalo sodobno slovensko kraljestvo. Hvala. Jaz se obema zahvaljujem za ta večer, za to predstavitev. Obema dajem v dar knjigo, katero sem prej omenil, o Antonu Vrancu. So 3 knjige, reprint originala, malo prevod v sedanji jezik in pa študija, ki je napisal Andrej Šiško in je zelo razporila radne zgodovinarje in so edino, kar so imeli proti te knjigi za več strokovnost, rekli, da je napisal kriminalec nacista. Hvala še enkrat. Zdaj pa vsi skupaj vabljeni še v spodnjo dvorano, kjer bomo skupaj nazdravili, pa kakšen pecivo bomo pojedli, pa vem, da bomo lažje šli. Izvolite.